Situacija v državi je zelo resna. Žal se tega številni ne zavedajo, tudi številni novo izvoljeni poslanci. Mi imamo danes 29 milijard evrov dolga in teh 29 milijard vsako leto proizvede za 1 milijardo evrov zgolj obresti, kar predstavlja desetino proračuna. Tako da tisti, ki ste kadarkoli upravljali svojim družinskim proračunom, veste, kaj predstavlja desetino proračuna, zelo veliko in kaj bi lahko s to desetino ustvarili. In še celo več, poleg tega javnega dolga nas pestijo tudi ogromna morebitna proračunska luknja. Če ne bo prišlo do dogovora z javnim sektorjem, bo v proračunu manjkalo 350 milijonov evrov, nepokritih je še 250 milijonov odpadlega nepremičninskega davka, ocenjuje se potrebnih 500 milijonov evrov za odškodnine izbrisanim, potrebno je, da bi bilo plačati tudi 440 milijonov, ko jih bo potrebno vrniti izbrisanim oziroma razlaščenim lastnikom podrejenih finančnih inštrumentov, čakajo pa nas še hrvaški in bosanski varčevalci. Torej, ne čaka nas popolnoma nič prijetnega, precej resne in komplicirane zadeve, ampak nova koalicijska pogodba se pa temu v polnosti izogne in občutek je, da se koalicijski partnerji ne zavedajo resnosti položaja in težav, ki jih čakajo. Gospod Židan celo govori o tem, kako je nova koalicijska pogodba odgovor na izzive časa. Jaz ali pa mi v Novi Sloveniji žal teh odgovorov ne vidimo, ni resnih reform in te reforme potrebujemo predvsem zaradi nas samih. Reforme potrebujemo na dveh področjih, tam, kjer so sedanje ureditve in sedanji sistemi nevzdržni in tam, kjer moramo nujno izboljšati poslovno okolje, da bomo ustvarili pogoje za nova delovna mesta. Zdaj, vsej na dveh področjih so reforme zaradi nevzdržnosti sistema potrebno, to je zdravstveni sistem in pa pokojninski sistem. Mi smo jasno zagovarjali odločno zdravstveno reformo, od te zdravstvene reforme ni ostalo nič, vladna koalicija bo šla v neko popolnoma drugo smer, nejasno poudarjam, da mi podpiramo javno zdravstvo, se tudi za javno zdravstvo zavzemamo, ampak sedanji sistem financiranja javnega zdravstva je nevzdržen, vsako leto proizvaja globok minus in vsako leto kvaliteta javnega zdravstva pada. In zato je potrebno nujno nekaj storiti, da se stvari obrnejo. Mi smo predlagali drugačen način financiranja. Danes imate v zdravstvu še vedno socialistične pristope, kjer se plansko razdeli denar in se po kvotah bolnišnicam razdeli denar, koliko kateri bolnišnici pripada, denar pa še vedno ne sledi bolniku. Torej, če se jaz odločim, da grem na operacijo v Maribor ali v Slovenj Gradec, denar ne sledi meni, ampak imajo te bolnišnice predpisane neke kvote. In seveda to povzroča, da tisti pridni, ki bi odpravljali čakalne vrste in operirali več, ne morejo, ker imajo predpisano kvoto. In če se te zdravstvene reforme ne lotimo, potem si ne moramo nič kaj novega obetati. In kot kaže, bo šlo vse po starem, celo obeta se še večja centralizacija. Pokojninska reforma, demografija je neizprosna, žal je vsako leto manj tistih, ki delajo in več tistih, ki se upokojujejo, starost upokojencev se tudi podaljšuje in ker imamo sistem, da je ključno, kakšno število zaposlenih imamo, ki plačuje za tiste, ki so v tem trenutku v pokoju, je jasno, da če ne bomo nič spremenili, bodo pokojnine še naprej padale. Za nas je to nevzdržno, ker pokojnine, 80% pokojnine je že zdaj po 400 evrov, ker je zelo nizko. Zaradi tega se jaz čudim dežurnim zagovornikom, upokojencem, ko pravijo, da praktično ni nič narobe, da je vse v redu in da ne vznemirjamo ljudi. Ampak odkar je Karl Erjavec glavni borec za pokojnine in odkar je 10 let v vladi, so pokojnine realno padle za 16%. To je pač rezultat njegovega dela in upam, da bodo tudi upokojenci spregledali, da so reforme pokojninskega sistema nujne in da bo morala moja generacija delati le, če upokojenci želijo, da se njihove pokojnine ne bodo še naprej zmanjševale. Zdi se nam tudi nenavaden ali pa na nek način sramoten za državo zdaj zadnji zaplet v zvezi s pokojninami, ko so bili številni upokojenci pozvani
da morajo pokojnine vračati nazaj. To so bili tisti upokojenci, ki so še kaj zraven dodatno delali, imeli SP-je oziroma drugačna podjetja. Na nek način imamo občutek, da je država kaznovala tiste poštene upokojence, tiste, ki so se stvari organizirali pošteno in pravilno, državi plačevali tudi davke za svoje delo, niso delali na črno, tako kot morda kateri drugi, in zaradi tega, ker so delali pošteno, jih da država kaznuje in od njih terja denar nazaj. Mi smo SPIZ-1 natančno proučili in v SPIZ-1 jasno piše, je jasna določba, da že sedaj zakon predvideva, celo star pokojninski zakon predvideva delno izplačilo pokojnin, vkolikor upokojenci plačujejo in delajo še kaj dodatnega zraven. Zaradi tega, če so se nekateri upokojenci odločili, da želijo imeti SP-je, da želijo zraven še kaj dodatnega zaslužiti, bi jih morala država že v samem štartu upozoriti, dobro, če boste delali, to pomeni, da boste imeli manjšo pokojnino oziroma da boste ostali brez pokojnine. In v tistem trenutku bi se lahko upokojenci odločili, ali bodo še naprej svojo dejavnostjo ustrajali ali pa bodo vse skupaj zaprli, zaradi tega, da ne bodo izgubili pokojnine. Država jim tega jasno ni povedala, mi za to stvar krivimo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, to je njihova napaka, ker upokojence na to niso jasno upozorili. In zahtevamo tudi, da zdaj ta Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje enostavno sam razreši to napako, ki je nastala in da je nepravično od upokojencev zaradi njihove napake terja denar za več let nazaj, ker ga upokojenci enostavno nimajo in ne vem, od kje bi ga lahko odvzeli. Konec koncev je pa ta sistem trapast, da nekdo, ki želi še dodatno nekaj delati, ki želi državi plačevati davke, da mu to onemogočimo. To pa je res neumen sistem, če vemo, da imamo že težave z vzdržnostjo pokojninskega sistema in če imamo ljudi, ki so pripravljeni delati, pripravljeni še nekaj dodatnega v ta pokojninski sistem uplačati, da jim rečemo ne. To pa je res nerazumljivo. V programu, ki smo ga mi predstavili pred volitvami, smo zelo jasno zapisali, da celo spodbujamo upokojence, da delajo nekoliko dlje in da tisti, ki bi že izpolnili pogoje za pokojnino, bi sicer ostali, če bi delali naprej, brez pokojnine, ampak jim ne bi bilo potrebno plačevati nobenih prispevkov za socialno in zdravstveno zavarovanje, ker bi šlo za neke vrste kompenzacije. Torej, upokojenci bi jasno stvari vedeli naprej, kakšne so njihove možnosti in kaj od njih država zahteva in terja, če se odloča, da delajo naprej. Zdaj, seznanjeni smo bili tudi, da je država padla po lestvici konkurenčnosti. Ta prosti pad se očitno ne zaustavlja, mi drsimo navzdol. To pa zato, ker se ponovno ne lotimo reform, ki bi izboljšala poslovno okolje. Tukaj mi vidimo, da se je potrebno resno lotiti davčne reforme, reforma trga dela, debirokratizirati državo in pa umakniti politiko iz gospodarstva in nenazadnje tudi izboljšati insolvenčno zakonodajo, ki ne bo ščitila lastnikov, ki so podjetje spravili v težave, pa ki bo dajala možnost predvsem preživetje podjetju in pa upnikom. Od vsega tega se ne zgodi nič. Vladni ali pa koalicijski partnerji govorijo o novih delovnih mestih, govorijo o novi rasti, ampak pogoje za to pa enostavno ne ustvarijo. Zdaj pri davčni reformi smo mi prepričani, da bi morali priti do drugačne in pa nove dohodninske lestvice, predvsem pa do manjše obremenitev dela, da bi ljudem po obračunanih davkih ostalo večja neto plača. V reformi trga dela smo ogromno govorili o fleksibilni varnosti, vsi so se pripravljeni pogovarjati v besedah, ko bo pride do konkretnih ukrepov, se pa kar naenkrat vsi izbojijo sindikatov. Nam se zdi nevzdržno, da so tisti, ki imajo zaposlitev za nedoločen čas, praktično zavarovani preko vseh meja. Številni tisti, ki pa danes nimajo to vrstne sreče, da je bili zaposleni za nedoločen čas, pa životarijo od službe do službe. In jaz mislim, da bi mogli te zadeve bolj izenačiti in jih narediti pravičnejše.
Pri debirokratizaciji vladi priporočamo res eno zelo majhno potezo, ki bo pa naredila ogromen premik. Bom zelo po domače povedal, ne prosim razhajkajo Arso. Arso je cokla razvoja Slovenije, Arso je vir problemov v Sloveniji, zaradi Arso ta številni občinski prostorski načrti niso sprejeti širom Slovenije, prav te občinski prostorski načrti so pa ključni, da lahko vse tisti, ki imajo denar, ki imajo ambicijo, voljo in željo, da karkoli zgradijo, začnejo graditi hale in druge proizvodne obrate, da bi vendarle ustvarili kakšno novo delovno mesto. Zelo en majhen korak, ki pa bo pomenil veliko razliko v Sloveniji, še posebej zdaj, ker se je vlada odločila za drugačno organizacijo ministrstev, ki se mi ne zdi toliko bistveno, ampak bistveno se mi zdi, da bi se posegali v Arso. O umiku politike iz gospodarstva je bilo povedanega že ogromno. Žal slovenska politika državna podjetja razume kot bankomat in dokler se politika iz teh podjetij ne bo umaknila, bo to cokla razvoja za ta podjetja in tudi za delovna mesta. In rekel sem še, da se mi zdi bistvena insolvenčna zakonodaja, ker sedanja vse preveč ščiti lastnike, ki so pripeljali podjetja v težko situacijo, premalo pa se nagiba na stran upnikov in pa samega podjetja kot takega, da bi mu omogočala nadaljnjo preživetje. Če ste pogledali koalicijsko pogodbo, jaz v tej koalicijski pogodbi ne vidim trdnih temeljev za preobrat, za ustavljanje tega prostega pada, kamor Slovenija gre. In zato imamo samo dva možna scenarija. En scenarij je, da se bomo sami resno lotili reform. Ta scenarij žal ni verjeten, glede na to, kar se dogaja zdaj. Druga stvar pa je, ali pa drug scenarij, ker pa neverjetno se ga bo vlada poslužila, da bo z zadolževanjem poskušala ohranjati status quo, ampak jaz upam, da se zavedajo, da to zadolževanje bo pomenilo, da se bo v proračunu povečeval delež za obresti, da bo iz 10 zrasel morda na 20%, kar pomeni, da se bo v proračunu še nadalje zmanjševal delež za javno zdravstvo, javno šolstvo, infrastrukturo in podobno. Torej, jaz ne želim biti pesimist, ampak Slovenija je v situaciji, ko so politiki dolžni povedati ljudem resnico, kakšna je, tudi če je ta neprijetna, in začeti z odločnimi ukrepi, ker dlje, kot bomo z reformami odlašali, bolj bodo boleče za ljudi.